Madžarskemu otoku Obuda pravijo otok svobode. Za nekaj dni se na njem ustavi svet, živi se za glasbo in ples ter še veliko drugih dejavnosti. Med letošnjimi znanimi imeni so bili na primer Florence and the Machine, 21 Pilots, Bring Me the Horizon, Luis Capaldi, Zara Larsson, Parcels, Peggy Gou in Georgia Smith. Prizorišč naj bi bilo približno 50, vendar so različnih velikosti in niso vsi namenjeni glasbi, ampak se na njih prepletajo vse oblike umetnosti. Na cirkuškem območju festivala sva z nejo spoznali 4 simpatične Srbkinje, ki so festival opisale s temi besedami. Mislim da je prvenstveno Siget festival mesto gde muzika nije možda i na prvom mestu. Jednostavno celo ostrvo ima mnogo različitih stvari koje se mogu videti. Dekleta povedo, da je Siget predvsem festival, na katerem glasba morda ni na prvem mestu. Celoten otok ponuja veliko različnih stvari, ki jih lahko vidiš in obiščeš. Odri so seveda namenjeni glasbi, ampak tudi vse preostale stvari, na primer gledališče in druge dejavnosti, so zelo zanimive. Mislijo, da bi morali ljudje priti za več dni, tudi če so tukaj prvič, in vsaj enkrat raziskati celoten otok. Festival bi Srbkinje opisali kot zelo zabaven kraj, ki je precej drugačen od vsakdanjega življenja. Tukaj veliko lažje spoznavaš ljudi in pozabiš na vsakodnevne skrbi, pravijo. To jim je pri Sigetu všeč, poleg tega pa lahko tukaj odkriješ veliko nove glasbe. Poleg glasbe dekleta opisujejo tudi številne dnevne dejavnosti, veliko je različnih šotorov in odrov, lahko se ukvarjaš s športom, jogo, izdeluješ zapestnice, rišeš, slikaš, igraš družabne igre in podobno. Sve te aktivnosti koje ovo ostrvo nudi su zapravo zanimljiv način da ljudi izražavaju. Obiskovalka torej pravi, da so vse te dejavnosti, ki jih ponuja otok, zanimiv način, da se ljudje izražajo in povedo svoje mnenje, ne da bi jih kdo obsojal. Ravno svoboda je tudi glavna tema otoka, ki ljudem omogoča, da počnejo, kar želijo in kar jih osrečuje. Čeprav se otok imenuje otok svobode, pa kdaj razmišljam, ali je pravzaprav le otok pozabe, te neke iluzije svobode. Povsod so plakati, živi v trenutku, imej se dobro, uživaj in pleši, nikjer pa ni morda opomnikov, kaj se dogaja zunaj tega otoka. Ampak verjetno je to ravno njegov namen, da pozabiš na vse skupaj za nekaj dni. Skratka, ja, svoboda je ideja, je pa tudi podoba, ki jo Siget gradi, ker je svoboda zdaj moderna. V tem kontekstu Siget tudi gradi svojo zeleno podobo, obiskovalce spodbujajo k ločevanju odpadkov, zaščiti ekosistema otoka, trajnostni prehrani in do okolja prijaznemu prevozu. Na spletni strani imaš celo kalkulator ogljičnega odtisa, da lahko preveriš, kako veliko škodo povzročaš. 2-krat na dan greš lahko na izobraževalni sprehod po otoku, na teh sprehodih se ljudje lahko nekoliko bolj povežejo z naravo, kjer festival poteka. Vse lepo in prav, vendar pripeljati 400 000 ljudi na otok sredi vročinskega vala, ko je Donava rekordno nizka, s koncerti, ki porabijo veliko energije, ljudmi, ki proizvedemo goro odpadkov, in na to govoriti o trajnosti se zdi malce za lase privlečeno. Zato sva Akoša Dominusa, vodjo trajnostnega razvoja na festivalu Siget, vprašali, ali je le to zahrbten način, kako nekaj prodati in si ustvariti dobro javno podobo. We have measurable results. I think the best way to avoid greenwashing if you have measurable results, and we do have measurable results. We've always Imamo merljive rezultate. Mislim, da je najboljši način, da se izognemo greenwashingu, prav to, da imamo rezultate. Nekateri ljudje bi morda mislili, da festival te velikosti potrebuje kar cel jedrski reaktor, da lahko napaja glavni oder. Ampak to ni res. Ko prideš na festival, porabiš manj energije, kot bi jo porabil doma. Imamo podatek. Lani smo porabili 457 000 kWh električne energije. Če to preračunamo glede na število ljudi in število dni, je to 1,3 kWh na osebo na dan. To je energija, ki jo porabimo na osebo na dan na festivalu. Ko si doma, porabiš približno 3 do 5, v povprečju okoli 4 kWh na dan. Torej dejansko, če prideš na festival, varčuješ z energijo.
Kot sem rekel, festival te velikosti ni velik onesnaževalec. Seveda je veliko odpadkov, toda CO2, ki nastane zaradi odpadkov, predstavlja približno 2% vseh emisij festivala. Akoš je dodal še to, da ekološke zelene stvari niso samoumevne. Da je na festivalu veliko različnih interesov, potrebno je veliko boja in je še vedno treba narediti veliko. Dodaja pa, da če vsako leto uvedejo vsaj eno novo stvar, so v ekipi zelenih zadovoljni s tem novim korakom. Zdaj bomo pa slišali ekologijo v praksi, Akoša sva vprašali, kako pridni so ljudje pri upoštevanju predpisov. Would you say that people are following the rules? Are they recycling? Are they being good? We have the 3 beers rule. It's called the 3 beers rule. That's after the 3rd beer, not. Before the Tako torej odgovarja vodja trajnostnega festivala Sigeta, da imajo pravilo 3 piv, do 3. so ljudje pridni ločevalci odpadkov, po 3 pivih pa bistveno manj. Festival Siget je lani privabil skupno 416.000 obiskovalcev, letos sicer nekje 80.000 manj, kar je organizatorje spodbudilo k razmisleku o spremembah in iskanju novih pristopov. Od leta 1993 so se na festivalu zvrstila že številna velika imena, na primer David Bowie, Prince, Lou Reed, Iggy Pop, The Cure, od sodobnejših pa Billie Eilish, Justin Bieber, Pink, Kendrick Lamar, Rihanna, Avicii in drugi. Organizatorji poudarjajo, da si želijo vse več žanrske pestrosti, zato so letos znova odprli vrata tudi tršim zvokom in metalu. Prisluhnimo, kdo je najbolj prepričal ljudi. Pa za sad definitivno Zara Larsson. Ona mi je onako baš ostavila utisak zbog i kostima i generalno cijele scenografije i kako je nastupala. Florence and the Machine. Kar nekaj obiskovalcev oziroma predvsem obiskovalk je s svojim nastopom, scenografijo in kostumografijo navdušila Zara Larsson, močan vtis pa je pustila tudi Florence and the Machine, ki ji je uspelo množico prepričati, da je za trenutek pospravila telefone in se preprosto prepustila glasbi. Tudi tiste, ki jim trši ritmi sicer niso najbližje, jim je uspelo navdušiti Bring Me the Horizon, medtem ko je za številne težko pričakovana Georgia Smith razočarala. Angleška glasbenica je sicer izjemna vokalistka, precej manj prepričljiv pa je bil njen nastop kot celota. Na velikem glavnem odru Sigeta je deloval nekoliko prazno in brez prave dinamike, predvsem pa mu je manjkala energija, ki bi potegnila festivalsko množico. Nastop napovedan kot party set je bil tako vse prej kot zabava. In če se od glasbenega programa premaknemo še k temu, kako je nekajdnevno življenje na Otoku svobode videti v praksi, Siget je kljub nekoliko manjšemu obisku letos zelo dobro organiziran. Načeloma sta vedno na voljo toaletni papir in milo za roke, tudi stranišča so, glede na takšno množico ljudi, presenetljivo urejena. Rutke okoli obraza hitro postanejo precej več kot le modni dodatek, to postane jasno najpozneje takrat, ko si prvič obrišeš nos in ugotoviš, koliko prahu pravzaprav vdihavaš. Obiskovalci so prijazni in uvidevni, veliko je Gen Z-jevcev, ampak tudi kar nekaj drugih starostnih skupin, med drugim sva pred mikrofon povabili tole Slovenko. Metka, prihajam iz Maribora, blizu Maribora, no? Stara 58. Prvič na Sigetu? 4. Zakaj se vračate? 5 dni svobode. Ne bom rekla svobode, uživam v glasbi, v plesu, raznovrstni, ne, tudi tele predstave tukaj so enkratne. Plesne, cirkus, sem gledaš, ne, to tak nastopi. Pa blizu je tako, da 5 dni take sprostitve je to za mene, ne. Bi rekli, da je dobra organizacija, da je poskrbljeno za vse starostne skupine, da je tudi žanrska pestrost. Organizacija je enkratna, se mi zdi od vseh festivalov po Evropi, pa sem že vlakje, ne, tu ima podporo kar, ne. Žanrsko bom rekla, tako to ugotavljam, zdaj že drugo leto vedno bolj tak z generacijo ali pa kaj, še najdem kaj, ne, ampak... Pa bi rekli, da je bolj za mlajše festival? Bolj za mlajše že kar, ja, ampak najdemo tudi še mi kaj.
Skozi leta je na festivalu Siget nastopilo kar nekaj slovenskih glasbenikov, od Laibachov, Srečne mladine, Magnifica in zasedbe Elvis Jackson do MK-ja in Freekind, najodmevneje pa leta 2024 Joker Out, ki so stopili na glavni oder festivala. Medtem ko letos slovenskih glasbenikov na programu ni bilo, sta naše barve na Otoku svobode zastopala akrobata Fabla Collective. Na Sigetu sta predstavila predstavo Ali ptice sanjajo o letenju, v središču katere je lestev. Na njej in okoli nje skozi akrobatiko ves čas preizkušata ravnotežje svoje, drugega in samega predmeta. Predstava, ki temelji na natančnosti, bližini in zaupanju, pa na festivalu takšnih razsežnosti zaživi v precej drugačnem okolju, sredi hrupa, množic in nenehnega dogajanja. Mojco in Inana so na festival povabili organizatorji Sigeta, nastopila pa sta kar 3-krat. Prvič celo na glavnem odru, ki sta ga pozneje zavzela Luis Capaldi in Florence and the Machine. Meni je bilo sam zanimiv, ker smo bili v backstageu in pa grem na WC in zraven je Luis Capaldi na WC-ju in Florence je sedela na kavču v Easy, tako da so samo ljudje. Nastop domačih Fabla Collective je bila lepa protiutež vsemu festivalskemu vrvežu, priložnost, da se za hip umiriš, odmisliš dogajanje okoli sebe in se prepustiš svetu, ki ga ustvarjata. Siget tako ostaja nenavaden preplet vsega, spektakla in intime, hrupa in tišine, potrošnje in idealov o svobodi. Kaj od tega odneseš z Otoka svobode, pa je na koncu verjetno odvisno predvsem od tega, kaj na njem iščeš.